To vse je Slovenija. S Klamfatom nimamo opreme. Razgledna ploščad. To je bila več malo originalno hitro pa vojski, ne? Vse tri kaverne, ki smo bili danes not. Živijo! Danes se malo drugače potepam. Sem na jamarskem taboru na vrhu nad Dobrdobom. To je malo na italijanski strani, ampak še zmeraj slovenska zemlja. In tukaj poln kavern, jam in vsega boga, tako da gremo tukaj nekaj stvari pogledati. Tole je dom kraških krtov, jamarskega društva. Tam gre na pohod v jamo pogled, ki je tako zraven. Tole pa vhod v jamo. Z jamarskim kolegom Klamfatom sva se odločila, da bo najprej v tole jamo skočila, potem pa gremo kaverne po stare čudesa iz prve svetovne vojne pogledati. Po mojem tudi, da ne. Tu ni toliko mrzla jama. Sicer ne vem, verjetno, da če pridete takole kot turisti, verjetno vsak dan tale jama ni odprta. Še tako štart v Kapniki. Evo, tole je pa zaključna dvorana. Tukaj se sicer lahko še nekaj plazmo naprej, ampak s Klamfatom nimamo opreme. Oziroma ne bi bila umazana. Gremo na svetlo. Tole pa še prerez Kraljice krasa, tole, ki so bo zdaj not. To vse je Slovenija, zdaj začasno v Italiji. Zato, ker bom kar nadaljeval to zgodovino. Italijanski kataster že od fašističnih časov plačuje načrte in zapisnike jam. Zdaj v Trst oddajajo Italijani vse, kar naredijo v Sloveniji do Rapalske meje in dobijo denar za to, ker italijanska država pravi, to je začasna meja. In oni sprašujejo, kaj je stato, ker sem rekel, zakaj ne do Ljubljane, vse je bila Ljubljana njihova. Je rekel, ne, Ljubljana je bila okupato, Postumija je pa stato država. In oni držijo to naprej. Fejst je, če tablan sledimo. Njihov jezik pogovori je italijanski. Zdaj smo po gorišču, tole je lanskrat gorel. Tam vidi, koliko je tam melišče, ne? Zdaj je ena stvar, tu če nalida Zdaj pa mislim, da smo že blizu. Posledice požara, tam na eni strani. Tukaj smo, ko bi pa za topove naštimane luknje. No, tole je bilo naštiman za topove. Lukna, pa pokazam lepo, kje je bila frontna črta, kjerga leta. Super, ko imam vodičo sabo, ko veliko stvari vejo. Tukaj, ko naj bi streljala, čeprav tle niso nikoli, se je sem vojak skril, da je šel zvok mimo, ker drugače je to strašno pokal. Ja, tukaj je bil pa top, mišljen, da bi bil postavljen, sprav tirnice za top. Pa, da
vam še pokažem, kako pa v smeri svetlobe izgleda. To je prav muzej, res impresivno 100 na uro. Imate pa v italijanščini, slovenščini pa angleščini vse napisano. Vidiš, kako so kopali to. Pa. Tukaj je pa res impresivno. Pa je, pa tamle bomo šli še eno kaverno pogledati, ki je pa še bolj huda kot tale. Evo, zdaj smo pa ven prišli, gremo še par stvari pogledati. Dobro, table imajo veliko razložen, tako da, če se vam da brati, boste veliko odnesli. Gremo naprej, oziroma nazaj, k krožnju. Evo, še nekaj rovov. To veste, zakaj so takole rovi vedno levo-desno. Da če bomba noter, oziroma bomba not padla, se je pol sunk bombe ustavil v rovu, ni šel naprej čez cel rov. To so bili tako levo-desno. Zdaj smo se preselili pa proti ta drugi kaverni. Tole je pa včasih bilo počivališče za barona Bianchija. To je en grad je tle v bližini. In je imel baje tukaj plet za počivati. Tole tudi še od barona. Cela četica smo. Fronta se umaknila od naše zone, sta hod pa, ne? Bilo pa baje od tale kaverna čist zasuta, da so predniki tle po prvi svetovni vojni, da so kamne not nosili, ker so njive čistili. In so pol teli zavzeti jamari, so pa tole čistili in zdaj boste to videli. Evo en delček naravne jame. Tukaj pa drugač so bili topovi usmerjeni. To so pa tračence za topove, to prejšnje. Evo še original podpisi. Tudi tukaj je bilo za 5 topov. So bile luknje naštimane. Drugač pa, če ne veste, a je avstrijska ali italijanska kaverna, kako se ločijo. Zgrajene so zelo podobno, ampak line za topove oziroma strelne line, odvisno kam gledajo. Italijanski gledajo proti Sloveniji, avstrijska oziroma avstro-ogrska proti Italiji. Tako veste. Gremo še tale muzej pogledati, pa pol še kaverne tle okoli. So pa tle tudi topovi razstavljeni. Bom pa dal koordinate, jim dal pa v opis videa. Da če šel kdo pogledati, da se ne boste zgubljali. Razgledna ploščad. Dober razgled. Gremo še tle pogledati. Evo, spet topovi proti Sloveniji usmerjeni. Tale kaverna pri muzeju ima še največ 4 strelskih lin, oziroma strelskih, topovskih. Gremo pa s kavern še na razgledišče, baje, da se upiram videti, če le preme. Tole so pa tele topovske luknje do zunaj. Kaj so to kopali? To pa bolenca.
Pogled proti Sloveniji. Tam je pa Tržaški zaliv. Zdaj si pa zamislite, tole je bil čas vseh ripa. To so mogli vse odkopati, da so sploh lino naredili za top. Te so bili res fenomenalni za luknje kopati. Table imajo kar precej dobro pa napisan. Tole je pa v bistvu vse 3 kaverne, ki smo bili danes not. In v bistvu kakšen kot so lahko streljali z njih. Ful zanimivo. Ja. Če so vam takele stvari, oziroma prva svetovna vojna, če vas kaj matra, pol pridite sem pogled. Tole pa vse Slovenija. Ja, tukaj čez je pa še slovenska dežela, ki je trenutno pod italijansko oblastjo. Ja, za zaključek pa še strelski jarki. Te so pa malo pod muzejem. Minutko 2. Drugače tukaj ta gozd pa to, kaj je zdaj, čas tega ni bilo, ne, bilo to vse golo. Se pravi med vojno, ne, tako da so imeli pomen te jarki. Tole potepanje po telih dobrodobskih, oziroma vrh dobrodobskih kavernah je spet en izgled, ki je čisto nekaj posebenega in če hočete malo drugačen izgled, da ni skozi vse podobno, vam to res toplo priporočam. Zelo bi se rad zahvalil Borisu, se pravi domačinu v vrhu, ki je drugače jamarski kolega in da nas je okoli popeljal in pokazal, razložil vse te stvari. Ful hvala in to je to. Jaz se vam zahvaljujem za to, da ste ostali z mano do konca. Upam, da boste šli tudi kaj v zamejstvo pogledati. Ljudje so ful prijazni in imejte lep dan še naprej, ne? Pa se kmalu vidimo. Čau.